Pop Design, Martin, zdravo. Lep pozdrav v Ormož. Ali še Pop Design kaj praznujete ali samo delate? Veš, kako je? Vse je povezan. Delamo zato, ker smo fajn praznovali, ampak po vsakem praznovanju seveda pa pride potem zopet delo, da bomo pol mogoče lahko spet kaj praznovali. Ste na veliko praznovali? Vse skupaj potem seveda obeležili z jubilejnim koncertom? Točno tako. Jaz moram priznati, da smo na veliko praznovali našo 40. obletnico in z enim velikim koncertom, kjer smo združili moči s simfoničnim orkestrom Cantabile. To smo naredili lansko leto v Hali Tivoli. Res smo na ta koncert izredno ponosni. Konec koncev smo nastopili s 50-članskim simfoničnim orkestrom. Te naše skladbe so lahko zatrdim na novo zaživele, tudi seveda s pomočjo odličnega glasbenika Primoža Grašiča, ki se je res potrudil in naredil krasne priredbe za simfoničen orkester, in mislim, da je tudi publika imela kaj slišati in šla domov tega koncerta zelo zadovoljna. S to simfonično zgodbo pa sedaj nadaljujete tudi v novi skladbi. Res je, namenoma smo rekli, bomo zavili malce v to smer, ker ko enkrat doživiš ta koncert, vidiš tudi eno drugo sliko, mogoče vidiš tudi malo višji nivo, in smo rekli, zakaj pa ne. Sej na koncu bom rekel, skladba ima rdečo nit pop dizajna. Tukaj se ne bomo odmikali, ker mi smo pač pop dizajn. Ljudje nas poznajo po skladbah, ki jih delamo, ampak aranžmajsko se pa lahko, bom rekel, malo nadgradimo in v skladbo kot Pepel sem prepričan, da smo to naredili. Skladba je slab mesec zunaj in smo zelo veseli in počaščeni, da publika že sprejema, imamo zelo lepe odzive, tako da mislim, da smo zadeli v pravo smer. Omenil si že novo skladbo, kaj sporočate z njo? Skladba je tipično pop dizajnovska, je ljubezenska, zdaj bomo delali tudi videospot, je pa aranžmajsko, kot sem omenil, mogoče na malo višjemu nivoju, mogoče smo tukaj, bom rekel, dali o 1-2 predstave višji. Martin, ali to pomeni, da sestavljate oziroma pripravljate novi album? Ja, na začetku niti nismo bili oziroma nismo razmišljali o tem, ampak kot se stvari odvijajo, smo prišli do sklepa, da bi bilo fajn, sicer ne bomo nič hiteli, ampak delali bomo lepo skladbo po skladbo, in ko se bo nabral lepo število, bomo absolutno naredili album, že zato, da tudi z majem imamo en tak nov paket pop dizajna pod streho. Mogoče še tu eno vprašanje, kdo je vse danes v zasedbi? Neko jedro ustaja Tone Košmarel na basu, Jani Marinšek na kitari, ustanovna člana, že tudi jaz sem kot klaviaturist Martin Erjavec pri pop dizajnu z raznimi prekinitvami skoraj da 30 let. Potem imamo na bobnih krasnega bobnarja, glasbenika Luka Petriča, in pa kot sem omenil, na vokalu že tudi kar par let sodelujemo z Majem Vrhovcem, ki je sicer mlajša generacija, ampak tudi to lahko rečem, da smo se tukaj generacijsko nekako zlili in na odru zelo dobro funkcioniramo. Bomo ga sedaj na vokalu tudi zaslišali. Zato, Martin, super, beseda je tvoja, da pesem Kot Pepel pospremiš v naš radijski eter. Krasno, hvala lepa. Še en turoben dan, ti odšla si stran, pišem ti brez laži. Se še spomniš kdaj najinih noči, najin raj, poln strasti, kot pepel odpihne veter, tvoja svet izgublja se, a nekoč spet te najdem in ukradem te.
En turoben dan ti odšla si stran, pišem ti brez laži. Se še spomniš kdaj najinih noči, najin raj poln strasti, kot bebel odpihne veter, tvoja sled izgublja se, a nekoč spet te najdem in ukradem te. Prežiš na dnu srca tisočerih želja in upanja. Tvoja sled izgublja se, v mokrih očeh slišim tvoj smeh.